Vsakega bi vprašali, kje je torej meja, prek katere politik ne sme. Kje je točka, ko bi moral politik odstopiti? Vsakič, ko naredi kakršnokoli škodo ali zlorabi svoje načela. Mislim, meja je zakon. Gospod Vrtovec. Glejte, na vseh področjih je potrebno spoštovati zakonodajo in se truditi, da izboljšujemo zakonodajo. In še ena pomembna stvar, institucije pravne države, ki ne smejo biti ugrabljene, ampak institucije, ki varujejo instrumente in robustnost pravne države. Hvala. Zagotovo po pravnomočnosti sodbe, če obstaja. Če pa pride že prej do kršitve korupcije, kar pomeni finančnih malverzacij ali pa finančne škode, ki je nastala, pa takoj, in naši ministri so odstopili tudi v primeru objektivne odgovornosti. Ustava, zakon pa lastna beseda. Socialni demokrati si predstavljamo nekako tako. Inštitucije pravne države je treba spoštovati, ampak v politiki je beseda tudi odgovornost. Ja, če govorimo o politični kulturi, potem zakon ni tisti odgovor, ker je to samo tista skrajna tehnična meja. V bistvu gre v politiki za različne okoliščine, kjer je lahko objektivna ali subjektivna odgovornost. Gre pa takrat, ko nek funkcionar izgubi zaupanje. In problem je, če funkcionar, ki izgubi zaupanje, nadaljuje s svojim delom, kako se zaključi, znižuje se politična kultura in znižuje se zaupanje v politiko. Ko se pogovarjamo o spoštovanju zakonodaje, je treba biti res popolnoma jasen. Nihče ne sme in more biti nad zakonom v naši državi. Če se to postavi pod vprašaj, potem imamo resen izziv, kako sploh še funkcionira ta država. Ko si v prelomu besedo, ko si delal proti vrednotam, ki so temelj delovanja naše družbe, takrat si izgubil legitimnost in takrat se moraš posloviti. Veste, politiki smo zamenljivi in nadomestljivi.